rekel, zdaj boste pa vi, ko smo mi dali tisto strategijo pametne skupnosti tam na ti splet, čudno so to gledali, rekel, zdaj boste pa vi pametni, mi ostali bomo pa neumni. Čudno so me gledali še 2 leti pola. Ampak zdaj so se pač začeli dogodki odvijati, začeli smo z informacijskimi tehnologijami, digitalizacija, treba bo to spremeniti in treba prvo ljudi naučiti. Zakaj je to uspelo? Zato, ker smo začeli pravi čas razmišljati o razvoju pametne skupnosti. Ali znamo različne deležnike povezati na način, da ustvarijo več, kot bi lahko ustvaril vsak sam? Pri krožnem gre pa za to, da vire, ki jih imamo, najprej sploh razmislimo, zakaj jih bomo uporabili. Se pravi to, kar ste rekli, učeča družba. Se združiti, se dogovoriti, pa delati skupaj. Zakaj pa ne bi bila Slovenija prva država, ki se gre to pametno skupnost? Zdaj jo dejansko imamo, zdaj smo dejansko postali popularni. Zdaj imamo možnost Slovenci biti vodilna država. Lahko pa tudi ne bomo, zato ker če kot Slovenci počnemo, se lahko tudi skregamo in potem spet ne bomo. Kaj je vloga naše generacije? Kje vidim vlogo te generacije? Vloga te generacije je ravno v tem, da zdaj ne smemo upati. Zdaj je treba to zadevo speljati naprej. Treba je v bistvu obstoječe sisteme, ki so bili silosi. Mobility je bil vedno en silos. Pošta je bil en silos. Znanost je bila silos. Tu so bile vertikale, ki so bile zaprte. Izobraževanje je vertikale, ki je bila zaprta. Dajmo razbiti te meje. A veste, ker na koncu koncev, to smo se prej pogovarjali o inovativnih poslovnih modelih. Inovativni poslovni model sicer lahko vidite znotraj mobilityja, kadar mobility združite skupaj z energetiko, takrat dobite ta prav poslovni model. In to počnejo ti Ubri in tako naprej.